preden sem šla, sem bila tako ful pod stresom in prišla sem na Tajsko, kot da bi me tekli, pač ono zlomljena cela. Potem, kar si objavljala, je izgledalo ful lepo. Ja, razen kdo je delal frizuro? Ja, uno to ogromno frizuro. Jaz smo začeli delati make-up ob enih po noči. Tako ona pride, ne vem, z 29 kočki, pa ne vem, kaj še ste. Tako, to si se zdaj zmislila? Ne, ena je imela res 29 kočkov, ta druga je imela 16. Ti si imela pa 2. Jaz imam 2. Vedno misice veljajo za glupe, pa blondinke veljajo za glupe, a ne? Dvojno glupa. Ja, delka, jaz sem bila v osnovni šoli 5-0 poprečje. Razloži offside. Dirty talk, ja ali ne? Ja. Ja. Okay. Juri Zrnec ali Denis Avdić? Težko mi je zadnje vprašanje postaviti. Ja, Kaj boš? Ojoj. A si kdaj seksala na javnem mestu? Dej no, zdaj reč ja. Se ne boš vedeti, kje. Tisti dnevi v mesecu. Čau, evo nas spet v ženski družbi, tako da jaz bi rekla, da Lara predstavi našo današnjo gostjo, ampak Lara, ti si to malo po svoje zamislila, to predstavitev. Ja, jaz se mi zdi, da današnja gostja se pa zna najbolj sama predstaviti in to kar na ta njihov način, kako rečem. Tako da izvoljivna kamera je tvoja. A moramo stati? Ne, lahko sedi. Kar sedi. Si že dala krono? Ja, da si krono, da si krono, to pa more biti. Valjda. Lente pa ne rabiš, ker njemo cajta. A himno boste tudi dali? Ok. Hana Klaud. Slovenija! Dobro, bravo, lepo, vidiš, sem rekla, da se zna sama najboljš predstaviti in vsi vemo, kdo je. In isti jaz sem. Ej, Hana, prosti, ampak kaj s tem fucking pozdravom? Pa ne pretep. Mislim, tako, veš, mimi se delajo iz tega, to so viralni videi, vreščijo, grulijo, cvilijo, mislim, od kje? Kdo se je tega spomnil? Mi se zabavamo, ampak why? Vi se zabavate? Mi se tudi zabavamo in predvsem pač vem, da to mogoče zveni večini ljudi tako, kaj to dela? Ja? I love it. Pač meni je top, jaz obožujem to delati, jaz se tako prav vsakeč, ko rečem Slovenijo, sem kratko jaz. Res mislim, vem, lahko, ne vem, podcukrano, kakorkoli, ampak pač tako, ti v bistvu predstaviš sebe in svojo državo in to narediš s ponosom, pač, kak je privilegija. Ampak jaz štekam tvoje ime in to, da rečeš Slovenija, ta del, ampak kaj s tem? Veš, kaj sem pač, tako pač, kaj s to intonacijo, tem petjem? Ponosne so. Ne, je res, ampak ti moraš, 120 držav je, ne? Ja. 130, kakorkoli. Ja. In ti probaš čim bolj izstopati, oziroma čim bolj markantno povedati, pokazati, da si ponosen, da imaš to v sebi, razumeš ta neko fire, ne? Ja. In recimo, veš, ko smo delali tam ena za drugo, ti si res, ne, prijo država, ta, una, tretja, peta, in ti hočeš, da se tvojo državo razločno sliši, da ima en zven in recimo ta Ophélie Mézino, ki je bila Guadeloupe, ne, ona je prišla in se obrnila in je pogled, Ophélie Mézino, Guadeloupe. Vsi smo si to zapomnili. Kadarkoli, kjerkoli od nas, bo znala to ponoviti. Ne? In tako in se gre za nekaj tipično tvojega, ne? Se tudi Slovenija, ne? So tako punce pršne in tako imaš en tak svoj osebni stil, na katerega pač, mislim, ne morem jaz zdaj tam razlagati, ne? Imamo Blejsko jezero, imamo ono, jaz imam, ne vem, 20 sekund, da pridem, pokažem in povem, kakšno moč ima tukaj Slovenija. In ne, narediš, kar se ti zdi v danem momentu. A to je že od nekdaj te predstavitve? Ne vem, meni se zdi, da je vsako leto se je tudi v Sloveniji večkrat kazalo, te, ki so mal, ne moram reči, po svoje povedale. In pač nihče ni to gledal kot nekaj, da so ponosni na to državo, zdaj si ti z drugega vidika razložila, ampak je bilo sem tako, a so pil? Ali kaj se je zgodilo? Ne, verjamem, samo pač, ja, je del tega, meni osebno je ful všeč, jaz sem tako, ko mi čakala, pa je tako highlight. Daleč highlight. Je pa najprej so malo tudi kakšni živčki prekašnja, veš, ko priješ gor, pa ti pa glas poč, ti si pa mislila ful močno povedati. Veš, ko se mi zdi, da se pol prav potrudijo, pa probajo vse tako narediti in pol pa enih res slabo izpade. Ja, valjda pa še vse moraš biti lepa, pa znati hoditi, pa tako, ne. Imaš, kar imaš za pokazati, ne mislim, na koncu to je del. Del. Ej, bomo šle na to tvoje Miss Universe oziroma tvojo pot, tvoje v bistvu bivanje na Tajskem in vse, pa tudi na tvoje osebno življenje malo kasneje, ampak za začetek
Lara. In jaz sem pripravila kle en kup vprašanj, ki jih bo pa Kaja prebrala, da bo pač vsaj nekaj naredila. Ne, jaz sem danes je težko nalogo, tako da jaz se psihično I love you, kaj? ne vem. Ok, tako da, dejmo. Ja, da razbijamo malo let. Mečka, okay. Ja, pa hitri odgovori. Ja, ne rabimo, to. Ja, zvezati. tudi če zafrkneš. Ja, Kdo plača na prvem dejtu? Moški. Moški. okej. Lahko si izbereš kogarkoli, s kom bi šla v trojčka? Še ne veš, nič s kom bi šla v dvojček. Ja, sorry. Ja, res. A bi šla raje z moškim ali žensko še eno? To smo tudi mi že odgovarjali. Ja, bom preskočila to zdaj. Ok, dobro. Najbolj privlačna stvar na moškem? Emocionalna zrelost. Dobro, okej. dobro. Kaj je red flag, ki te takoj odvrne? Ne rabimo Te mačistične scene. To mi je tako nekje. Tako malo veš, da se meče ven. Aha, da je tak, jaz sem jak. Tako, okej. Ta ego trip. To je, rekla. to je. Katera je najbolj zapeljiva stvar na tebi, po tvojem mnenju? Humor. Ok. Okej. A bi spala s šefom za višjo plačo? To smo že vedeli. Ja, bi. Mislim, sorry, kaj ne bi. Jaz ne bi. Mi dve so že malo, mi dve so pa preračunavali, koliko bi že Ne, pa se ne moreš, oprosti, pa se ne moreš tako raz, poveš, zakaj si dobil to višjo plačo, razumeš? Ti ni tako, zmeri, kad, mislim... Dobro, znači imaš full denarja na računu, pač okej. Psihoterapeuta si plačaš. Dobro, boliš, v redu. Okej, v redu, okej. Ne, hecamo se. Ne, mislim, ja, vsak po svoje. Bi rajši imela tipa, ki ti piše esej v vsakem SMS-u nazaj, ali sam odgovori z ok ali pa ta thumbs up? Ta fotorski. A ja, prav to dva ekstrema, ni nekaj vmes. Ja. Ona ti piše une. Ok, rajši poleseje. Rajši seje, da vsaj... Saj veš, kva. Mu je mar, razumeš? Emocionalno razvito to, ne vem, so rekli, ja. Okej. Dirty talk, ja ali ne? Ja. Ja. Okej. Ja, vse jaz tudi, ja. No. Se strinjam? Ja, se strinjam, ja. Vesla? Niti ne. Potem si se predstavljala s fotorti toka. Tako bolj kaj govori, da delajmo že. Akcija, ne viš. Okay, dalje. Hecam se. Mislim, vsak po svoje. To je res, ja. Fant, ki te razvaja ali fant, ki te izziva? Razvaja vedno. Okej. In pa najbolj čudno mesto, kjer si kdaj džidži-midži. V posli, samo v posli doma. Jaz sem Sveta Marija. Resno? Ne. Danes, ja. Okej. To je to od Larinih vprašanj. Ja, zdaj je pa jasno. Okej. No, zdaj pa ti bomo probali še najdati mogoče ne tvojega naslednjega partnerja, ampak da saj vemo približno, v katero smer gremo. Kakšen okus imaš? Točno to, tvoj Okej. okus, tako da jaz imam tukaj par imen znanih Slovencev, ti boš pa sam govorila ta ali ta, okej? Ali. Vedno je ali. Ni Pač napačnega odgovora. In enega moraš zbrati, da gremo naprej lahko. Lahko pa tudi, če jaz pa ves ne povemo. Ne rabimo. Dej, Ja. zanima ljudi več. Okej. Hanna Cloud, Slovenija. Tomi Meglič, Juri Zrnec. Juri Zrnec. Okej, 100%. Juri Zrnec, Sebastian Kavaca. Juri Zrnec. Juri Zrnec ali Žan Serčič. Juri Zrnec. Okej, Juri Zrnec ali Domen Valič. Juri Zrnec. Juri Ja, Zrnec. pač razmišljam, kdo je najbolj smešen. ja, absolutno. Samo, zdaj je pa tako, ne, to je ful triki, ker ti ljudi poznaš tako, mislim, ne, jaz vidim, ne, njega zabavnega, doktor Nuc, ne, jaz sem še tam ostala. Čakaj, mikrofon. Aha, mikrofonček ti je dol padel, noč kot ga. Pa če sem ostala še pri naši mali kliniki, recimo, ne. Tam je bil kar zabaven. Ne? Jaz Je sem ta drugače- doktor Muc, sluška, no, zdaj ne vem, ne, če bi pač tako uživo bilo to, tako, da bi bil on tako zabaven, ali on to vse prešpara za na oder in pole doma je ono... Ja, okej, lej. Ampak se to na Kako to- si predstavljaš, to je tvoja fantazija, Ja, ja, dobro, lej. dobro, Ampak dobro, jaz te dobro. razumem, jaz sem imel tudi... Tako da ja, če takrat Juri na- Zrnec, doktor Muc, jaz bi ste doktor Muc. Okej, Juri Zrnec ali Luka Jezeršek. Luka zna kuhati. Sodnik pri Masterchefu. Ja, Kuhar. dober. Okej, no. In tudi je smešen. Ne, vidiš, ne. No, v redu, Juri Zrnec. Juri Zrnec, okej. Juri Zrnec ali Denis Audič. Juri Zrnec, to svoj Denis. Okej. Denis, ne, je zabaven, je ful zabaven, res. Samo ga preveč poznam, njega, njegovo ženo in vse ostale, tako da. To sem doktor Muc, ne? Doktor Muc, no. Okej, Juri Zrnec ali Jan Plestenjak.
In pa Juri Zrnec ali Bojan Cvetičani. Klapa pa mislila, da jaz sem nekrešna Jurija Zrneca, kaj je zdaj to? Ne, no. Jaz te razumem. Ne, mislim, je problem, razumeš? Juri Zrnec ali Bojan Cvetičanin? Juri Zrnec. To je to. Mud zmaga. Ampak, a veš, ta igrica se gre tako, Hanna. Ti si napačnega dala v prvo, da pokažem, kako bi to moglo Okay, kaj pa Žan Stežič ali Doma Valič? Ja, recimo, če bi tako začel. Okay. Uf, imamo problem. Ja, nisem vedela, ti si prej, jaz sem na vesi sprobala, ona je dala iz prve Tomi Meglič na mesto. Ja, veš, in potem, kada gre naprej, gre Tomi Meglič in nekdo drug in lahko ostaneš pa isto, ali pa zamenjaš, a ne? Jaz Si pač, v glavnem, Juri Zrnec, nič drugega imaš fenico. Evo, smo zvedali nekaj. In pa tudi vemo za enega, ki je bil trojčku, doktor Muc očitno. Ne, Juri Zrnec, prav specifično lik. Ne, ma se je več, on mi je tako zabaven, pač tako, karkoli naredi, že une grimase, on tako, wow. Ja, To je doktor Muc pa Ljubo Bohinc. Evo, super. Ej, super, Hanna, še ena naloga, potem pa sledi pogovor. Ne, res je. Nisem se psihično pripravljala. Ampak ga se zabavaš, saj. Ne, ja, to se, samo tako, ne, veš, ono, in the back of my mind, ono, oh my god. Super, To bi bilo vprašanje, ki sprostijo, nekaj se napsihirajo. Ne bi psihirana, jo zavidal si vam moram zapiti. Ja, več nimamo zapit. Ej, zdaj pa tako, ne? To bomo pa še nekaj govorili, kakšne punce si ti spoznala, tudi na Tajskem, oziroma tle, ki so bile v Sloveniji. Nek mit velja, filmi so bili snemeni potem, da so misice glupe, a ne? A veš, delali so se norca iz posnetkov, ko so spraševali. In zdaj smo jaz pa Lara razmišljala, ne, preden povemo, kaj ti vse delaš v privat življenju in pač tisti, ki že vejo, ne, da prejelo vršimo ta mit, smo rekli, da to testiramo v praksi. Pa smo rekli, veš kaj, vedno misice veljajo za glupe, pa blondinke veljajo za glupe, a ne? Dvojno glupa. Ja, ampak smo rekli, da boš ti zasopala barve misic, tam imaš pa eno blondinko. To, kar sem namočila tudi jaz, nisi sama. Ja, tako da sta skupaj v tem. Jaz o tem nič ne vem. Ja, in jaz postavljam vprašanja, vidve odgovarjate, zares ni napad. ne. Ja, I know. pa da zdaj potrdimo to tezo o ne. blondinkah in misicah ali jo vržemo. Ok, Okej. me je strah. Obe odgovarjate. Glavno mesto Bangkoka je? Če Bangkok je glavno mesto. Ja. A ja, Tajska. tudi- Ok, dobro so dojeli. Dojeli ste. Bravo! Znaš tako. Okej, celina tam spodaj, oziroma down under je? Australija. Ja? A jaz, ma, Ne, samo skupaj strelimo. sodelujete, Ja, sodelujete. okay. Ajde, imamo to. Gremo. In glavno mesto Avstralije je? Canberra. Bravo, Kaja. Kaj Jaz sem je? prav študirala za je, ali ni, on dobro. Ja, ja. Je pa res, da Vem, da ni Sydney, to ja, vem, da ni. in Ja, 90% večina jih ljudi to meša, ja. reče. Ja, veliko. Tudi jaz sem že v preteklosti Jaz tudi, zamešala, ja. to sem si zapomnila. Ne. Kaj pa če dala vsak enega, pa potem, če ena ne ve, si lahko druga dopolnjuje. Ok, no daj. Sure. Ti si zdaj Canberra odgovorila. Koliko krogov je na olimpijski zastavi? 5. Prav. Kje je preigral Luka Dončić pred Lakersi? V Dallas Mavericks. Bravo. Bila športa. Kateri mesec ima 28 dni? Februar. Vsak. A ja. Oba odgovora sta pravilna. Res je. Res je. Najvišja gora v Evropi je? Mont Blanc. Ja, res. Bravo, Kaja. Idemo. Katera država je največkrat zmagala na Evroviziji? Švedska. Ok, Ja. ti? Švedska? Po mojem, da Švedska ali pa Anglija. Irska. Irska, ne? Irska pa Švedska so bila. Ampak ja, Irska. Švedska, ja. Švedska je bila druga. No, to ne bi mislim. vedela. Jaz sem Ja. si v zadnjih letih nič. Johnny Logan. Ja, ampak ful dolg nazaj. To je edini komad irskega. Če gledamo od 1996 Ja, do... Čaki, irskih komadov, čaki. Ja. In Lizi pa to nisem. Ne, ampak ja, saj so, dejansko so ful zmagovali, sem že ful let nazaj. Zdaj zadnjih 30 let pa sigurno Švedska zmaga. Kdo je najbolj predvajan slovenski glasbenik? Nina Pušlar. Ti pa praviš kaj, ker je napačen odgovor? Jan Plestenjak. Avseniki. Ja. Samo res, to sem jaz drugače tudi v tujini razlagala, da mi imamo najbolj predvajano instrumentalno glasbo na svetu. In tako, neinstrumentalno je pa takoj za Yesterday od Beatlov. Ja, in takoj za tem je na Golici. Vidiš, no, lejte, kako je pametna. Mi smo obe dve ful presenečeni, ni tako zabavno. Ja, posebno, res. Kako je ime bratu od Pepe? Kaj? A ja, prašička. Ja, Pujsa Pepa, valjda poznaš Pujsa Pepa. Tomi, Na J. Na J. Joni, Jomi, Jure. Juri. Jomi, Jori. No, moj bog. Kako je ime Vili v Petru Panu?
Tinkerbell, kako je to po slovensko? Zvončica. Ja. Kateri film je prejel največ Oskarjev? Oh my god. Sam Blackan, vsem. Ja. Ne vem, Titanic, ni Titanic. Drugače je? 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 Ja. Bodraško jagonški obmok, ne? Ne, pa ni. Je pa še Gospodar prstanov, ima 11, pa Ben Hur ima 11. 3 so, z 11. Ok, katera želi odgovoriti na to vprašanje? Kdo je bil, če gledamo po vrsti, tretji predsednik Slovenije? Gremo po vrsti. Bil je najprej Kučan, pol je bil Drnovšek in pol je bil... Tirk. Je bil Tirk, ja. Ja. Pol je bil Pahor in... To res je tako zabavno. Veš, ko smo hoteli une težke dati. Vidiš, drugače, ali lahko sem povem, jaz sem bila še ful enih vprašanj, je bila vez tako, a bo Kaja to vedela? Sorry, pa ni imela zaupanja, vate, sem povem. Delka, jaz sem bila v osnovni šoli 5-0 poprečje. Zdaj sem malo zgubila to, ampak ja. Ja, ampak je bilo razloži offside, a veš. Dobar, dej naprej. Offside je pa tako težko razložiti. Ja, to se Ja, je težko razložiti. Izobražati in tam je tako 11 ali 12 načinov nečesa in jaz sem bila tako, ne, I give up, jaz sem ženska, ne zanima me, tako da ne vem, kaj. Koliko poslancev je v državnem zboru? 92. A si hecaš resno? Ne vem. 2 sta za manjšine, 90 ostalih, a je? Jaz bi rekel 90. 88 plus 2, 90. Aha, pa tako. Okay. Kdaj praznujemo dan državnosti? Čakaj, zdaj, jaz to mešam samostojnost in enotnost in državnost. Ja, se to, sem vemo, da smo prej, a ne? 20. juni. Ne. Ja. Unija pa samostojnosti in enotnosti, pa 26. decembra. Kdaj se je začela druga svetovna vojna? Leta 39. Kaj pa ti praviš? Mislim, da je 9. Ne. 39 do 45 ni bila. Ja. In prva je bila od 14 do 18. Bravo. Bravo. In povod je bil princip Ne, druga, pred drugi smo. Pred prvi je bilo za Drugi prvo, je ja. bilo ta Poljska. Ja, Ja. invazija. Ja, no, vidiš. Ej, Mi smo bravo. razbili smo mite. Da niti ne vemo, dober misice, je. ne blondinke. Nema skupaj nam aparata neki. Ja. Pa se tudi vsaka posebej je tudi. Ja. Super. Jaz sem V se bistvu zadnjič pa poharamo. skregala s snemalcem našim, Andražem, ker je vprašal, kdaj se je začela druga svetovna vojna in sem rekla, da 41 in pol je bilo v sekundi, ko sem to rekla, ko je začel odpirati Google. Ja, dokaz. Mi je ratalo jasno, da sem pač za J in mi je bilo težko priznati, da sem za J in sem še kar ustrajala, da je 41 zares se začela, ko se je vključila Amerika, mislim, ko so napadli Pearl Harbor, da prej je bila Evropska vojna in da pa se je začela, ampak to ne Ja, pije viš, to teorije. moraš znati, Ampak ne. to ne pije teorije, mislim, jaz sem zafrknila, ne. Tako da ja, nisem vedela. Sem bila prepričana, da je 41. Prav je povedala, leta 39. No. No, pa šlo priznala je. Dobar. In to javno zdaj. Ja, samo vidiš, ne moreš znati zagovarjati. Ne, se to sem iskala rešitve. Ampak vidiš, ti delajo možgani. Ja, sem iskala rešitve, sicer ni bila slaba rešitev, sem veš, če napišejo, ufišali, da je 39, težko se boriš proti temu. Ne veš, kdaj je Pearl Harbor bil, a veš, to. Nisem imela čist narobe, ampak pač prva svetovna vojna se je začela, mislim, druga se je začela 39, tako da ja, to je to. Sorry, mečko bom zmotila tole epizodo, če imamo že lepo gostjo, pa dajmo povedati še nekaj o lepotnih izdelkih. V glavnem, tole kombinacijo kolagena, double hair in pa cinka ter vitamina C so pri Vitamin Kliniku poimenovali kar popolni lasje. Mislim, za kolagen itak vemo, da starostjo začne upadati, sploh za ženske je fajn, da ga jemljajo. Potem vitamin C in cink prispevata k imunskemu sistemu. Vitamin C je tudi dober za normalno sintezo kolagena, za double hair pa itak vemo, da je super za popolne lase. Zdaj pa, če združimo vse te 3 izdelke skupaj, so odlična kombinacija, da bomo imeli goste, sijoče, še enkrat, popolne lase in pa poskrbijo tudi, da ti začnejo novi laski poganjati. Tako da izkoriste kodo TDM12, še vedno je aktivna, zdaj se splača. Zdaj me tako zanima ti, ne, kot Miss Universe, ki si zastopala Slovenijo, itak, kaj delaš v privat? Ne, bomo še mečkano obdelali, kako se to, ampak a se ti zdi, da se je to spremenilo do časih? Ja, mislim, da ja. Tako jaz tudi, s tem sem jaz tudi v bistvu prišla zraven, s tem so mene dobili zraven na ta način, da nikoli ne bi šla tekmovati, ono samo, kjer je lepša, ono, mislim, razumeš, kaj tle ni. Okay. Oziroma vsaj, dajmo reči, zunanja lepota. To se mi zdi nek tak stereotip v bistvu, Okay. ki upam, da ga lomimo. Okay. Delček po delček, počasi.
Sicer v enih državah to še vedno je precej v to. Aha, one so bolj neumne, Smer. torej. No, čakaj, zdaj to, da je nekdo lep, se ne tepe s tem, da ne. Ja, hecam se, ja, dobro, Ampak, ja. generalno, ja. Se mi zdi, da se gre bolj za to, tudi tako na našem tekmovanju, mislim, da je bil bolj poudarek na tem, kaj imaš ti za doprinos svetu, kaj imaš za pač pokazati, oziroma kaj. Ne vem, jaz sem sama sebe smatrala zmeri, da sem predvsej vsestranska, tako dosti stvari me zanima. Pa mislim, da ni lepota tisti moj prvi, ta najpomembnejši atribut, tudi dosti lepših žensk, razumeš, mislim. Pa ne, da sem grda, ne zdaj razumeti narobe, ne, ampak pač tako. Vsak ima svoje kriterije. Plus, ja, lepota je ful taka stvar, ker res ne more, exactly, pač ne more. Vsak ima svoje oči in različno dojema. Točno to. Imamo pa pač nekaj, se mi zdi, te standarde, ki so postavljeni strani družbe, za kdo to dirigira. Ja. Sej pač ne, če pogledaš skozi leta, ne, kako se je to spreminjalo. Včasih so bile take ženske lepe, pol drugačne. Ja, se kako pa se dejansko tam, recimo, ko so ti sodniki, kako oni to, kakšni so kriteriji sploh na koncu za Miss Universe? Ja. Bom jaz povedala. Mene zanima pri tem. Dobro vprašanje. Jo so lahko popravljene, pač karkoli, Ja, ne vem. To me zanima. Ja. Je to okej, ki se gleda? So precej tudi. Pač tako ene so res, ne, konkretno. Ekstra. Samo na Saj koncu se vidi. Konec koncev Tudi se ne mi zdi. vidiš, tudi jaz sem tako gledala pa enih žensk, ki ti kar ono pade čeljust, da pa kako je lahko ona tako lepa. Ne? Mislim, pač ene so res naravno tako lepe, ene pa pač ne sem. Se mi zdi, da upam, no, generalno, da niti ni bilo toliko to ocenjevano. Kaj jaz, zdaj ne vem pač, razumeš, itak ne, zdaj to je moja neka špekulacija, ampak Kaj čakaj, Skoraj ženske- da zdaj ni bilo, da... kaj na svetovnem nivoju, Aha, ne okej. vem, glej. Se ne gleda pač, če je popravljeno. Ja, aha, okej, Jaz pač, ko sem pristopila zraven, sem upala, da se bo gledalo bolj na to, kaj ima pač tako ženska za ponuditi in pokazati. In recimo, ko sem prvič, vem, da preden sem imela zajet, sem bila tako, oh my god, kaj grem jaz sem tako nekompetentna, nerazumeti narobe. Ma takrat v momentu, ko se počutiš tako, kam sem jaz zdaj prišla, gleda ženska, ne vem, je, I initiated a bill for bla bla bla, ne vem kaj, za nenasilno družbo, še posebej proti ženskam. Ne vem, neki, tako je. Jaz jo gledam in si mislim, wow, pač, razumeš, kakšna ženska, tako že od malega. Poljena je začela neko svojo fundacijo za, kukar, ne vem, neke ljudi, ki so se spopadali z ogromno mentalnimi težavami in so bili na robu samomora in jih pač tako, ne vem, pri 15-ih. Mislim, razumeš, to je tako... A misliš, da je bilo to strateško, ker si je enkrat želela vstopiti v tekmovanje, pa da je s tem namenom tudi že prej to delala, da si je pač naredila... To ne vem. Jaz sem In pomislila tudi, da bi lahko. sem dobila že nek tak podoben način razmišljanja, tako, a je ali ni. Ma na koncu tudi, če jaz sej na svetu ni, mislim, hvala Bogu, da je. Mislim, Pač ja, še hvala dobro, da Bogu, se je itak, lotila ja. tega. In jaz sem tudi najprej... sem tole popravila, Ja, ker ti leze dol. hvala ti. Čakaj, malo sem tako Abela? Ne, v redu. Ja, skle premik. V redu, je v redu. Hvala ti. V glavnem pač to sem hotela reči, da meni mi je bilo na začetku, sem se počutila fuluno, moj bog, jaz spomnim, spadam sem se, jaz nisem nič naredila. Mislim, tako. Ja, Se mi zdi, da sem probala biti dobrodelna in pomagati, kolikor sem le lahko, ma generalno nimam, ne vem, nisem ustanovila neke fundacije za reševanje, ne vem česa. Pač Ja, tako. valjda, ja. Je pa tako, polka gledaš sam zase za nazaj, recimo, ko sem pisala pač tako svoj življenjepis in sem bila kar tako, wow, pa se je tako malo stvari, pa tudi nisem naredila, ne, se ti zdi kar tako malo fajn, ne. Ampak predvsem, kaj stvari, ki sem jih jaz izpostavila, so bile te, da jaz nikoli nisem imela niti najmanjše želje biti Miss Universe, pač tako, pri nas doma je bilo to, nočem uporabiti besede, da smo se temu posmehovali, ma je bilo tako... Ja, okej. Kaj te delajo? Malo tako... Ne vem, stara sem bila prav spomnim se, živo se spomnim in po mojem je bilo to okoli leta 2004-2005, ne vem, Mičkina sem bila v glavnem. In vem, da moja nona gledala in potem prišla mami in moja v dnevno in tako dehana, pedi se igrati, pedi v sobo, pedi neki, ne gleda tega, to poneumlja ljudi, ne? okej. Tako malo. Smo spremljali kakšne intervjuje o misicah. Takrat so pa bila taka vprašanja, pa taki odgovori, ki se jih mi spomnimo zdaj. Ja, mislim, dobro, dosti je tudi tako, vse veš, kako Pa je. se To tudi se lahko, iz konteksta, neka ja. narrative je ful pomemben, ti lahko vsako stvar predstaviš tako in tako. Ne, lahko bi zdaj vse odgovorile prav, pa pol bi enega kiksnila, pa bi tega samo predala. Razumeš? Ja. Pol je nek stvar perspektive, kako pogledaš. Pa nas doma je bilo zmeri, moraš delati z glavo, ne? Mislim, glava je tista, ki je pomembna in moraš služiti denar z glavo, ne?
Kar pa tudi delaš, v bistvu. V bistvu delam, ne samo, ker sem začela tako z modelingom, nekaj mi je bilo že tako, ko bom zdaj jaz to sploh doma razložila, da jaz sem zdaj v modelingu, ne. Dobro, ne rabiš se slačiti, to je ne, že super. Ampak ne, itak. Pač tako, prša sem povedala, ugotovila sem, da sem ful dobro plačana v tem in pa sem začela v tem tudi ful uživati, ne. Ta modeling mi je bil super. In ja, pol ena stvar pelje v drugo in tako nekako sem pristala v tem pageantry, pa tako, sem imela tudi jaz predsodke, moram priznati, res sem jih imela. In potem sem ugotovila, da v bistvu zdaj bom spoznala en kup enih full fine punc, takih zanimivih. Ženske imajo neke želje, neki dosežt, pa mogoče pač na ta način se lažje predstavijo večji skupini ljudi. In jaz pač res, ko sem slišala, da gospod Boscarol pelje to zadevo, jaz njega sem ji tako imela tako, wow, ne. Ok, to je to pač, ne, bom se pripričala, pa vidim, pa in sem tako hvaležna, se mi zdi, življenje me je prepeljalo v neko najbolj noro smer, ker si ne bi človek nikoli predstavljal, da si lahko, mislim, tako, kdo bi si mislil realno? Ja, mogoče ti sebe tako vidiš, ja. Mi smo bili vsi tako, ko smo videli, da si zmagala, smo bili tako, okej, pač lušna je. Sploh polka vem, da ko si prišla k nam na radio, tako, okej, tudi pač normalna je, ko temu rečem. Ne, vem, ljudje dostikrat pridejo z nekimi predsodki, kar spet razumem, ker sem tudi jaz bila en del teh ekipe s predsodki. In no, to sem v glavnem najbolj nekako hotela pojasniti v tem mojem življenjepisu, da pač nisem šla s tem namenom, da se dokažem, da sem lepa, recimo, ne. In potem sem predstavila pač ogromno stvari o sebi, pa še to, predvsem ena stvar, ki jaz res verjamem, jaz sem napisala, da mene je vzgojila the one true Miss Universe without a crown, ki je moja mama. Ker pač jaz res se to več čas govorim, ampak jaz imam tako zelo rada svojo družino in tako sem hvaležna, ker pač res tako prijo ljudje z ogromno nekim travmami in tako, ne. Pač moje družine, to so res najboljši ljudje. Pač jaz imam taki podporni sistem doma, da ne, ko si reče, wow, kako ti uspe, ne, tako služba, ono tretje, vse skačeš, pa jaz imam taki podporni sistem, da to se mi zdi tisto, ne, te take ljubeče starše, podporne starše, ne. In se mi zdi, lahko je biti podporen otroku, ko mu gre, ne, ko smo se pogovarjali. Jaz sem imela tudi neke same petke, pa ko sem pa ponavljala, ne, kaj pa zdaj. In moji starši so bili še vedno tam in so bili tako, glej, ti če boš 10-krat ponavljala, mi bomo tle zate. Samo pač odloči se, si to želiš delati, mi smo tle in tako vedno znova biti tam, kadar je dobro, kadar je slabo. Tako da ja, moja mama pač, tako kar sem si jaz predstavljala, kaj mora biti Miss Universe, tako ena ženska z ogromnim srcem, sočutna, podporna, taka, ne, pač lepota je tisti češnica, da ima reč na koncu. Vse to je moja mama. In pač moj tata zraven kot nek tisti steber gradi, nas podpira, pač tako jaz sem tako hvaležna in tako res vsak dan, če nimam nič drugega, tako sem, ok, imam družino, v redu, vse imam. Ja, lepo. Kaj pa na Tajskem pol? Kako je bil cel ta proces? Kako si se ti počutila v bistvu? Ko si prišla tja, si imela, ne vem, večja pričakovanja, manjša pričakovanja, si bila na čem razočarana? Kako je bilo s tem? Ja, prišla sem z velikimi pričakovanji. Okej. Ne, res tudi pač stvari, ki se jih lotim, gremo in ne, zdaj moram dati vse od sebe, ker če ne, nisem zdrava, ne. In mi je bilo ful naporno na začetku. Najprej, tako nisem točno vedela niti, v kaj se podajam, pač tako malo sem probala se pripraviti prej, ma se mi ni sanjalo v resnici. In te zadeve, ne vem, tako, ker sem prišla tja, pa to malo sem že razlagala na socialnih omrežjih, kako je Michael oblek in tako, ne. In spet podporni mehanizem je potem hitro poskrbel, da so stvari stekle in ne, so mi Slovenija ogromno stvari urejali. Na začetku sem se počutila tako res, zdaj spet z angleško besedo, ampak out of place, ne, tako. Tako da ne spadaš tja. Ne, tako se punce pripravljene in pač preden se začela tekmovanje, so prišle punce z nekimi ogromnimi ekipami, ne vem, po 15 ljudi, eni je prinesel, here's your coffee, ne, tako pač, ne, ne vem, to zmeri se hecam, ker meni je bilo tudi bizarno, ker so predstavljali člane svoje ekipe. This is my accessory stylist. Ja. Kaj? Ti si bila čisto sama. In jaz sem bila več tako s dvemi kočki. greš tako. Ja, načeloma naj bi, ne, pač to je nek osnovni plan, ampak jaz sem tako s dvemi kočki in prijem tja in tako pa enega Američana tako živijo, dober dan, ki bi mi lahko samo slikali, tukaj so lento in mislim tako, veš, in pa so bili pa pač tako ljudje, tako da je, ne vem, 3 nesejo kočke, 2 ona pač toliko, da prija in da, ne,
Ja. In sem rekla, tako, kaj je zdaj, tako jaz to sploh speljala, ko bo to šlo. Ne, ok. Polje pač, ne vem, tako, to je prosto spomnim, kaj najprej sem spoznala, mogoče tudi to je bil ta ekstrem. Najprej sem spoznala Nikaragvo pa Venezuelo. Okay. In oni pač imajo res močno zaledje tam, ne? In tako ona pride, ne vem, z 29 kočki, pa ne vem, kaj še ste. Tako, to si se zdaj zmislila? Res? Ne, res, ena je imela res 29 kočkov, en ta druga je imela 16. Ti si imela pa 2. Jaz imam 2. Wow. In sem tako, mislim, sej pol so mi spet pomagali, ne, so mi tudi pošiljali, samo se veš, ona se zavleče s pošiljko. Je čisto nekaj drugo, kar si predstavljala, ne? Ja, in to je bilo potem na tisti točki, ko sem že sprejela in sem tako, pač, bom naredila to, kar imam za narediti in rata, kar rata. Ne? Kaj ne, mislim. Ja, spet mi je pomagala podpora od doma, ne, tako da je Hana, pač, ne, mami me je videla direkt, da nisem ta prava in je bila, lej, ti ne spremeniti, a lahko jih spremeniš, ne moreš. Zdaj si tle, zdaj, a boš uživala, ne boš, to je zdaj na tebi, ne. In točno tako je bilo. In pa sem se pač sprijaznila, da imam možnosti, mislim, neke danosti, ki jih imam in grem s tem, ne. In pa sem začela res uživati. Pa sem se nehala sekirati, dobro, ne. Nisem tako upedenana, cela ne, tiste trpalnice umetne, ki sem si jih lepila, ki so bile 3/4 časa tle, tako nekje zgori na veki, pač. No, potem, kar si objavljala, je izgledalo ful lepo. Ja, razen kdo je delal frizuro? Ja, to ogromno frizuro. Samo ena je bila taka. Ker jaz si to predstavljam, da je ekipa za evente, maskerjev, frizerjev, 120 punc, koliko ljudi tam dela v zadju, da vas vse nafarfulajo? Mame ne par prav slik in posnetkov, ki je bilo pač nora, ti si prišel bila tako ena telovadnica, ogromna. Okay. In posod so bili tako stendi, kjer si šel za hair and make-up, ne? Okay. Pač si imel na eni strani frizerja, na drugi strani pač make-up. In smo se razporejali, ne vem, tipo za finale, ne? Finale je bil po tajskem času ob 8 zjutraj. Meni se zdi 8 zjutraj. Zaradi tega, ker so predvajali v živo v Ameriki. Ne, v živo. Mislim, v Ameriki je bil takrat, je bila 8 zvečer, ne? In so v Ameriki in za Mehiko, ne, ker pač so neki glavni ljudje, ki spremljajo to, no, je bilo ob 8 zvečer. Pri nas na Tajskem je bilo to 8 zjutraj, ne? In mi smo začeli delati make-up ob 1 po noči, ne? Tako da mi smo v bistvu prše, imeli smo generalko tisti dan do, ne vem, 7 zjutraj recimo, mislim 7 zvečer, pardon. Pa smo šli do hotela, tipo ob 8, pa smo imeli še tam neke sprejeme, v tretje, veš, malo se moraš tam posmejati, se kaj pogovarjati, kaj povedati za socialno mrežo teh ljudi, ki to ful spremljajo, ne? Ja. In mislim, da smo spali tako, ne vem, jaz ob 10 sem šla spat, o polnoči sem se mogla zbuditi in ob 1 smo bili že na lokaciji in povem, da sem prvič v življenju zaspala tako na mizi. Kje? Ja, tam si imel pač svoj station, ne, tako svojo postajco, ki je pisala na Slovenija. Zborom. Ja, tako, ne vem, tipo 2 uri prej. Pa sem se ulegla malo za 15 minut, no, vem, da sem prav zaspala, pa se zbudim, sem tako, dobro, veš, glava na mizi, tam si to zlomljena pol, ne. In bilo tako, gremo obleč punce, ko smo imeli prvo plesno točko, ne, in sem šla to hitro popraviti, če tam, ker sem spala malo meko. In gremo, ne. Mislim, sej divje je bilo res. Mislim, to si ne predstavljaš, po mojem, dokler ne izkusiš zares, ker potem, kar si ti govorila, pa te ure, pa koliko malo ste imeli vmes časa. Cela industrija je, v bistvu po mojem ta behind the scenes, jaz bi to šla enkrat gledati. Ne, behind the scenes. Ja, valjda, kako to, tako bi šla behind the scenes, ne vem, Eurovizija gledati, koliko ljudi se na stage obrne, kaj je to vse vzad. To bi šla tudi gledati, kaj je po mojem noro, ne. Mogoče pa to naše letošnje potovanje, Vesna. Ja, zabaca je. No in kaj je bilo s tem frizerjem? A je imel slab dan? Mogoče. Ali mara Slovenije, ali kaj? Ja, odkje pa je bil? Kakšna slovenska punca, ne vem. Nekaj je tako, jaz dobro gledala sem njene slike, ki jih je dajala, pač, ki sem spremljala, ne, in iz našega izbora, in potem, ki te fotkajo, in ki si sama sebe snemala, oziroma ki te nekdo snemal in tako, lej, koliko je luška, in pol tista slika tako, kaj to je official make-up, ali je to zdaj generalka, pa še niso dokončali, ne, mislim, tako ful mi je bilo tako pravno, kot da bi nekdo, sej nisi bila, ne vem, favoritinja prva, pa da bi ti nekdo hotel škoditi, tako prav, kot da bi ti nekdo namerno nagajal, je bilo malo. Sej ni bilo tako grozno. Je bilo, vem, sem takrat, tako me vsi smo pošiljali poln TikTok tega, kako se ga klapa zgraža na mojo frizuro. In se strinjam. Samo je pa, ok, zdaj to je tako malo, meni se je takrat ful vrtelo. Jaz sem imela, ne vem, ker sem prišla iz letala dol, mogoče malo ta spalni ritem, tik preden sem šla, sem bila tako ful pod stresom in vem, da tako nisem spala po mene 48 ur, res bila sem in še strah me letalne. In prijem na letalne sem bila tako, sedaj bom spala na letalu in sem probavala spati in turbulence in živčna, pač res nisem mogla spati in prišla sem na Tajsko, kot da bi me tepli, pač zlomljena cela. Vem, da pač tudi, ker sem bila na onem make-upu, sem sama mi žala in sem tako nekaj tako soba,
nekaj se vrteti in štikle take. Dobro, če se ubijem, gremo. No. Mislim, nisi padla dol tako, ker je Jamajka. Jamajka. Ja. No, tako da to je kar fajn. Ja, ne se je boga. Ti si izgledal grozen. Ja, ne se je bilo, zdaj šele prihaja sebi počasi, pa ne imela tako, to je neke zlome in tako, mislim, bilo Kaj grozno. slišite med sabo pa tako? Ma tu in tam. Pač ni zdaj, da ne veš, kaj vse imamo take urnike zdaj. Jaz mislim, tako meni je kar sram me te socialne mreže, še zdaj večini ljudi nisem uspela odgovoriti, pa pač res delam, ful si želim, da tako samo en teden imam pauze, da lahko vsaj socialne odnose pač uredim malo. To zdaj zaradi redne službe nimaš časa. Ma vsega. Pač vse se je nabralo. Vseh, pač mislim, tako se, ko sem danes tu, pa pač imam tako še, ne vem, ta 3., 5., 10 intervju, kakšni projekti, ki so bili že odprej, od kasneje, pa pol tisti mesec ti si izginil, ne? In vse, kar je bilo, te počaka, ne? Se mogoče moramo zdaj povedati, kaj dela za vse. Ja, za tiste, ki ne vejo, ne? Boš sama povedala, kaj delaš. Kaj si pa poklical? Zobozdravnica! A to je bila želja iz otroštva, ali to je bilo pač, prišla sem na ta faks in pol pa ima to, ali te je to, mislim, Bolj to drugo, ja. Mislim, ni da... Zmeraj sem si želela, da bi pomagala ljudem, pač to je, botrovalo je to, da moj brat je bil ful bolan, ki je bil mali. In bolj sem ogromno časa preživela v družbi zdravnikov in na UKC-ju, mislim, ta poliklinika pa infekcijska, ta naš drugi dom, mislim, mi smo bili stalno tam. Pa govorim, da je bil res dosti časa je preživel v bolnici in je bilo ful kritično. In tako, strah te je bilo, ne, kot otroka, in se mi je zdelo, zmeraj sem hotela imeti tako ful kontrole pol, ne, da rabiš imeti kontrole, da a bo, a ne bo, kaj bo. In se mi je zdelo, zdravniki so tisti, ki ti to pač prinesejo lahko, ne, to neko stabilnost. Odgovore tudi. Ja, tako čakaš v nazaj kaj, ne. In ja, pa sem zmeraj hotela iti malo v zdravstvo, nisem točno vedela kaj, kako, zakaj, ima tako, ne, to je naša mala klinika. Ja. Še doktor Mucna. Poznate enega doktorja. Ne. Ampak ja, tako res se mi je zdelo to življenje, da bi mi bilo lahko. In pol si rekla, pa sem nekako hotela sem iti v osnovi na medicino, pol nisem bila sprejeta in tako 0,3 pike mi je zvalilo, ker sem pač zadnje leto sem lih imela prvega fanta. Ja, pa. Pa se nisi Matura je vključila, bila, matura je šla tako, no, kakorkoli. Je bilo tako namenjeno, ali kaj že pravijo? Ne, točno to. Pač res danes, ko gledam situacijo v slovenskem zdravstvu, sem tako samo, hvala, kdorkoli je že bil tam, hvala. Ja, realno. Ampak ja, zdaj pristala v zobozdravstvu, zdaj sem ful zadovoljna. Pač tako. Tudi nekaj časa sem se tudi s tem iskala, ker nisem vedela, mi je zdaj to, ali mi ni, bi si sploh želela. Malo mi je manjkalo kreative in zdaj se mi zdi s tem modelingom in to mi je pa lih super nek dodatek zraven in rabim malo eno, rabim drugo, rabim akademijo in rabim malo tega umetniškega izražanja. Ja, ok. Koliko časa pa že delaš v zobozdravstvu zdaj? V bistvu je bilo lih 1 leto, da sem prav redno zaposlena. Aha, Kaj pa v modelingu? Oziroma pač s tem povezanimi stvarmi? Ja, že več. Nekje sredi študija, no, takrat so me pohopsali in pol... Kako si dobila prva ponudba? Prva ponudba je bila, da sem delala kot natakarca, tako kao študentsko delo. In to, plačana sem bila 3,60 € na uro. Ja, to se spomnim teh postavk, ja. Ja. In vendar res delala sem tako 10 ur, umrla noge, vse, pome manjka, ne, kot natakar res delaš. Vem, jaz sem delala v tem. Ne, tečeš okoli in tako, ne, ljudje vsi so tam, tako ima 5 minut časa, ti, ne, Ja, psihoterapeut si, prijatelj si. Ni da ni, ja. In to je 10 ur dela, 36 €. Ja. Ne, gremo pa ene hlače vzaro, ne. Kao modeling, kako si pristala Ja, no, modelingu? in pol pa čez tako gledam pa prijam do mene in mi tako, da imam lep nasmeh, pa če bi prišla neki posnete, na reklama se držim en listek v roki in se smejem, ne. Prvo mi je bilo tako malo sumljivo in potem tako meni butne 50 € na uro. In sem tako, ja. To pa je kar razlika, ne? Pridem. In vedno pa, ker sem pač 2 uri snemanja, ni zdaj, da sem naredila ne vem kaj, ne, pač meni je bilo to, kot da bi, ne vem, 4 dni delala ono konkretno. Ja, valjda, ja. Pač, in sem to naredila v 2 urah, tako, ok, super, kje lahko zdaj to nadaljujemo. Ja. In pa je začela, ne veš, pa priješ v kontakt malo ta fotograf, 3., 5., pa priješ v neko casting agencijo, pa
Pa se odvija. Drugo agencijo pa gre, ne, snowball. Ne, se sem to, ker ponavadi vedno vse zanima, kdaj je tista prvi stik s tem, veš, kaj te mora, ali nekdo mora najdeti, ali moraš ti pošiljati, če si želiš to delati, pač moraš za tem iti, kakor z neba ne pade, ne. Ne, v tem smislu. mislim. Ja, kako njej je padlo z neba? No. Prišel pa je rekel, prid se slikat, kam imaš lep nasmeh. Ja in ne, mislim, po drugi strani, enkrat prej me je že nekdo vprašal, če bi prišel, sem bila tako, ne bi, ne, pač tako, lahko bi komod spet rekla, ma ne, ono pač, jaz sem preveč fina za to, pa ne vem, neki, kakorkoli. Ampak sem pač res, sem se rekel, dobro, kaj se zgubiti nimam, ne, in gremo. In hkrati, pol tudi ni samo od sebe, pač tako tudi, to je modeling, ne, nekaj časa je in pol je suša. Pol te noče noben, kar enkrat bite vsi, pol te noče noben, pač malo... Ni konstantno. Ja, kar nekaj časa sem razmišljala, kaj če jaz pustim ta faks, grem jaz ta modeling, to je super. Ne, tako, malo moraš z rezervo pač vsako zadevo vzeti. Ne bom pozabila, če ne bi bila zobozdravnica, kaj bi bila? Pač pustimo medicino, ki si rekla, da si, ampak to je ista branža. Če ne bi bila v zdravstvu, kaj bi delala? Jaz sem si zmeraj želela biti igralka. Pač to mi je bilo... Ja, od zmeraj. Zato, ker se mi je zdelo, ni mi to ta slava vnotretje, pač da si tako, kao, ful poznam, ful priljubljen. Bolj mi je tisto, da kot igralec ti se mi zdi, da živiš 10 življenj naenkrat. Tako, zdaj si neki, pole si neki drugega in ti vsakič imaš eno drugo vlogo v svetu, neki drugega delaš, tako zanimivo je. Ja, in to je ful povezano s tem, ki jaz sem imela ful probleme včasih sama s sabo, rečem, ne, s temi paničnimi napadi in vsem tem, ker sem imela težave z, kako bi rekla, ta eksistencialna vprašanja sem imela zmeri v glavi, tako, no, kaj je življenje, kaj je smrt, kaj se zgodi, ko umreš, kaj je, ne, tako, a je duša, a ni duša, ne, tako ta faks je tako to še poglobil, ne. In tako, pa sem se cel čas, a delam prav, a sem v redu, a je to moje poslanstvo, zakaj ne povem vmes neke nihilistične ideje, tako v smislu, se inač ni važno, itak bomo vsi umrli, ne, tako. Ok, važno. Pač hočem reči, da sem dala en cikl vsega tega skupaj, pa pač res ogromno psihoterapije, da sem se potem malo sestavila k sebi, ja, sestavila dobesedno, ja, in tako, zmeri mi je bila to ena taka, tako on the back of my mind, to bi si, ne vem, mogoče enkrat. Kaj pa zdaj na Miss Universe, kako je si bila pa tam mentalno, tako pač zdaj si bila v redu, ker to je ful velik stres, pač nekak cela država ima neka pričakovanja od tebe. Prosti, ama. Mislim, ja, vsi te, oziroma tako bom rekla, vsi te spremljajo. Pač, Pa komentirajo, veliko pa ljudi te spremljajo, ampak greš v novice. Mogoče nimaš pričakovanja, ok, zmagala bo, ampak vsi te ocenjujejo po videzu. Pol marsikdo, ki mogoče ne posluša teh intervjujev, ima že takoj predsodek, ena blondinka, luštna, sigurno je glupa, veš, to hoče. Ali pa nekomu niti ni, pa ima take komentarje grde, ki jih ne pričakuješ. Zakaj mi to rabimo, ja. Vsem si zdaj postala v roku pol leta neko ime, da te poznamo, lahko ne temu rečem. Mislim, Oprosti, ko sem prekila, imam full feeling, saj glede na to, kar si povedala, popravi me, da je imela ona sama od sebe največja pričakovanja, večja kot cela država in vsi mi, ki smo to spremljali. Zato sem rekla, kdo je imel pričakovanja. Ona je mislila, da mora narediti vse, ona je na pol z omedlevico šla na odenje in rekla, da sem predstavila, ker po mojimi doma ne bi nihče zameril, če bi bila, veš, to govorim. Ja, so bile kakšne punce, ki recimo so reke, se početne slave niso šle, recimo, ne. Ok, ja. Pač jaz sama sebi, jaz si ne bi oprostila tega nikoli. Oziroma, tako bom tako drugače vprašala, ker veš, da smo te vsi spremljali, oziroma veš, da ja, ne, ste razumem točno, kaj si hotela vprašati. Ja, je bilo tako psihično, res, ko sem rekla, ta prvi del tekmovanja mi je bil, mislim, ena najbolj napornih izkušenj v življenju, pač, tako res, predvsem, tako, ker si ti rekla, sama od sebe sem ogromno pričakovala, tako, jaz moram zdaj, da ima vse, kar ima res vse, ne, again, če crknem. Ja, ok. In se mi zdi, da pol to, ki je moja mama ful dobro precenila, da na ta način pol nisem dala tisto največ, kar imam zadati od sebe, ne, pač, ki je tako malo dvorezni meč, ne, ti hočeš biti nek perfekcionist, samo to je tako v življenju, se mi zdi. Ti hočeš maksimalno vse splanirati, upedenati in pol nisi odprte glave in prideš z neko slabo energijo, torej ne, tista ta kontrola, ki jo hočeš imeti in to te, vsaj po mojih izkušnjah, se ponavadi ne konča najboljše, ne, tako da pol, ko sem res nekje prav, spomnim se tiste vožnje z avtobusom in točno vem, kam smo šli na tisti Simon Cabaret in kako sem bila, ko sem brala ono sporočilo od mame, ko sem se jokala in ko sem pole rekla, ok, zdaj, to je pa last straw, zdaj gremo pa dalje.
In sem se, tako mentalno sem se ful sprostila in sem rekla, v redu, pač, neki lahko, neki ne, karkoli ti je namenjeno, to bo in greš. In sem šla in res, navezala sem super stike z ljudmi. Pol se je zgodila tista scena, ko smo imeli pač prvo generalko, ne vem, če ste kje videli, spremljali, ko so me kao okronali. Nisem, ne. To je bila, pač imeli smo prvo generalko, prvič smo vadili v neki telovadnici, ki ni bil še oder, ne noč, ne, niso še postavljeni, ampak mi smo imeli pač plesne vaje, ne, vse to. In jaz sem pač pol po tistem, se mi zdi, da sem bila kujen prinašalec dobre volje. V ekipo, ker punce so bile vse ful tako stresno, ne, tisto, ko sem bila jaz na začetku, pa sem jaz dala to ven iz sebe in sem lahko bila tako, kako sem, kaj se moram hecati, se moram stalno pokati neke štose, tako to je moja narava. In potem začnem, ne. Najprej sem se res dobro povezala tako z nekimi takimi, ki so bile drugače, recimo, ne vem, neka klika zase, recimo te latinoameričanke, ki imajo tako vse ogromno pričakovanje in to. In recimo me povabila tista iz Čil, da posnamemo skupaj video, ker sva si bila res ful podobna, ki je mimo grede eksplodiral pol na socialnih omrežjih. Ampak pač tako, ne, naključno, pač jaz nisem več grabla in so stvari in priložnosti prihajale do mene. In potem, no, ta, zdaj, ki sem rekla, prva vaja, ki smo imeli, so rekli, zdaj bomo pa od začetka do konca naredili kronanje, ne, kako bo izgledal pač tisti finalni večer. In pač jaz ne morem sama sebi pomagati, da se ne malo hecam cel čas, ne, in sem tako slovensko, yes, ne, tako, in vsi pač se smejo, itak, ne. In pol gremo tako, ne, malo, ne, kao top 12, in to je unik je vodu, to se mu je zdelo očitno zabavno. Pa je bilo top 12, na koncu sem tako Slovenija, ne, in pač spet, ne, jaz tako, itak moram, ne, nadaljevati v tem stil, in sem tako, yes, ne, pač tako malo te grimase, pač sem tako, ne, in pa sem hodila okoli, ne, pač te in tako pupa umirale, ne, tam, ko pač vse so bolj tako take damice, ne moram reči, ne, jaz nisem bolj tako ful damica, ne. No, če hočem sem, ne, ampak v glavnem, pol pač tako, ne, prija top 12, on kliče top 5, ne, in spet, Slovenija, ne, in pač jaz ne, te drame, da skrajšamo malo, pa smo imeli vprašanja. In vem, da me vprašajo na par stvari in sem spet se na mestu spomnila na take simpatične, ne, tako, eno vprašanje, kjer je tvoja najljubša barva, ne vem kaj, in tako mene vprašal, are you hungry, ne, ker so bila pač joke vprašanja, ne. In jaz tako, yes, I am. I'm hungry for peace, for world peace. In vsi so se spet ful smejali, razumeš, tako ne fora. In na koncu še kao zadnje eno vprašanje, ne vem, neke, pač bedarije sem govorila, klasika. In na koncu pač vse so tako, ko mi čakale, ne, tako, kaj bom zdaj naslednja stvar, ki jo bom naredila, in na koncu on pokliče, ne, druga spremljevalka, prva, in tako, and the winner is Slovenija, ne, in jaz tako pač kao medlela, ne, na tla, in tako punce tako začele kričale, žvižgale, in so začele skakati name, ne, pač to je bilo na nogometni tekmi, ne. Koliko? Se pravi, si zmagala? V bistvu, z ono prvo krono, ki so imeli, dejansko so me pač polokronali, ne, in so tako, oh my god. Ampak pogledajo, točno to dela, ker si vsi delamo, kad pogledamo. Sandra Bullock je, ki je bila policistka, pa so jo poslali na lepotno tekmovanje. Ona je to delala po World Peace, prav. Zdaj je prav, ja, prav to, ne. Ne, to. In pač pa so se ful hecali, ne, na koncu, pač tako te punce in vse so prišle, ne, so me klicale, zadnje, to je bilo, ne vem, tipo 5 dni pred koncem, so tako, our queen, ne, tako, ne, Miss Universe is here, tako, kao open the door. Pač ni bila ful, nek hec je bil, no. Sem imela malo srečo, nesrečo, da se ni zbiralo Miss Congeniality, tako da bi mi glasovali med sabo. A prevedeš to? A lahko prevedeš? Ne vem. Kako bi se to prevedlo? Ne znam, res ne znam. Congeniality tako, ne vem, prikupnost, nimam pojma. Ja, kot good vibe, energy girl. Na ta način, ja. Ful prevedla, res. In ponavadi vsako leto so to zbirale pač punce tako med sabo. In letos so pa pač dali neko aplikacijo ven in pa se je zbiralo to po aplikaciji, ne. In te za glasovati je bilo treba pač kupiti žetone. Tako da ja, ne, in so bile tako samo dejko škod, nekaj na začetku so se bile tako, ti boš Miss Congeniality, pač ne, in so tako, ne vem, po mojem, da je bilo tako, dejansko imela šanso biti nekam. Na to foro, ja. Pa se ni Jaz si čisto, tako predstavljam, ja. No. Ne, ful je zanimivo za poslušati, veš, kam je kul, kaj je tako, kaj je ona prišla iz take družine, ki so mal pač imeli tak odnos, pa je vseeno, pa si šla iz čist drugega vidika, pa da ji predstavlja Slovenijo, pa veš, kaj delaš, pa kaj bi rada v življenju, oziroma kaj, oziroma tako, nekaj tako, sem gledala eno Venezuela, mogoče se motim, mogoče ena druga latinsko-ameriška država, ki že pred 9 letih dajo prav, kako je tam drugače to, dajo punčke v šolo za misice,
oziroma ne za manekenke, prav za mislice. In jih učijo od tega, kako obrniti rokice. Tako vse delajo do tega, da enkrat postane mis Venezuela, ne, oziroma pač mis države, ker to itak prenese denar, vpliv, pa potem denar, pa prepoznavnost. Ja. In jaz verjamem, da se če se celo življenje od mehne punčke na to pripravlja in postane, jaz verjamem, da iskreno joka, ki ni izbrana. Tako čist drugač, tako prav drama je, mislim, on to je neprivzgojen, stari. Ona je fail življenja naredila, če ni izbrana. Se grozno. Ja, ne smo imeli, res, jaz ti povem, ko smo bili od zadaj, ta recimo Argentina, ne, ona se je zbudila vsako jutro ob 4 zjutraj, da si je delala make-up, recimo. Okay. Pač pa že tako smo malo spale, ne? Vse smo malo spale, ampak ona je še 1 uro ali pa 2 prej se zbudila, da je bila, ona je izgledala cel čas iz škatlice. Mislim, tako, prav ne moreš sploh opisati, koliko je nekega truda bilo tukaj noter, pa koliko pač, zdaj sem dala njo kot primer, ni bila še zdaleč edina, ne? In ona ni prišla niti v top 30. Mislim, jaz sem bila šokirana, mislim, dosti bolj kot zame sem bila za njo šokirana, recimo pa ogorčena, ne? Ki vidiš, da je punca dala vse, kar je imela, ima res vse. Z 29 kufri, ja. Dobro, ona lih ne, ampak ja, je imela, tako mislim, hočem reči, res vidiš, da je nekdo dal, pa jaz sem se počutila, da sem dala vse, ampak pač to je bil drug nivo, pa še mogoče kakšna taka država, ki ima že cela država pričakovanja. Ja, se to. Ker recimo, ko da gre Slovenija na, ne vem, svetovno prvenstvo, ne, in si tako že vesel si, da smo tam, ne. Ja, ja, okej. Ja, in to je kot da Brazilci grejo na svetovno, ko se vedno, ali pa Argentinci od njih pričakuje medalje, nema veze, kdo je v reprezentanci. Realno, ja. Pričakuje cela država, živi za to. Mi od naših skakalcev pričakovanja. Ja, mislim, tako, to je vseeno en drug še pritisk zraven, ne, ni samo njihov lasten, je celostan. In to, no, predvsem pač... Boga, no, to so... Ne, res in je bilo hudo, so bile recimo punce, ki so res mi pravile, ne vem, tipo z Ekvador sem se pogovarjala specifično, ne, ona to je celo življenje čakala, samo na to je hodila, ne vem, celo leto na neke take, onake, ali že ne vem, leta prej, na take in onake tečaje, tečaj govora, tečaj pravilnega izražanja, tečaj tega, unega, tretjega, petega, mislim, res konkretno pripravljena. Ne, se mi zdi, da pol sicer to malo ubije, pol tisto neko... Pristnost, iskrico, tisto, ko imaš, ne, kako se recimo mi zdaj pogovarjamo, zdaj še, ne. Ja. Dame, jaz že celo življenje se ukvarjam s tem, to je največja, ne, razumeš? Mislim, ne moreš... Si naučen, kako reagirati, kako sedeti, kako imeti roke. Ja, ne. Tako... Ni tako, kar se zdi. Kaki, mislim, čist drug svet, ne? Drug svet, ja. Drug svet. Res industrija, mogoče po vsem tem, kar praviš. Mislim... Ja, se tako, ko je... Futbal ali pa kaj drugega, ne? Ja, mogoče, ja, se futbal, ja. In slišala sem eno, ko se reče, raziskavo so delali, ne vem, ko se reče statistiko, dajmo reči, da je težje, mislim, da je manj verjetno, da bo tvoja hčerka prišla na Miss Universe tekmovanje, kakor da bo tvoj sin igral za Super Bowl. In sem tako, si videla, mama, si videla tam? Bravo. V bistvu Super Bowl. V bistvu. Nice. A už ti kaj vprašala, te še drame zanimajo? Pustimo drame, itak verjetno ni bilo svašta, ampak mogoče res za konc. Ti vem, da ker sem poslušala že po kakšnih intervjujih, tudi na začetku praviš sama za sebe, da nisi bila ful samozavestna v mlajših letih in si pa z leti zbildala samozavest, da si zdaj bila sposobna nekaj takega odpeljati. Da je en nasvet za mlade punce, ki se zdaj soočajo še s socialnimi omrežji, ki imajo še to primerjavo vsakodnevno, da postavijo neko tako zdravo osebnost, kot si jo recimo ti uspela. Ta je tak za konc. To pa je. Če vam mojo terapeutko poklica, da bom lažje. Znak samo sebe. Ja, meni se zdi, da kaj je bil... Jaz sem ful hotela biti perfekcionist. Celo življenje, vse mora biti popolno, vse mora biti brez napak. In to je največja napaka, ki jo lahko narediš. Ker na koncu so napake tiste, ki ti zgradijo karakter in vsi ti... Tolikokrat se mi je zgodilo, da nekaj se ni šlo in sem bila grozno žalostna. In zdaj vidim, da moraš samo zaupati življenju, da ti pač prenese tisto, kar ti je namenjeno in da vse se pokaže, zakaj je bilo takrat potrebno, da si to falil, da tega nisi naredil, osvojil, zmagal, kakorkoli. Vse se sestavi in tako, da res zagrabiš napako, da narediš jih čim več, da se spotakneš 30krat na nos, ko vse se bo zacelilo, samo pač skoraj res probati delati čim več napak, čim več stvari probati, čim večkrat biti zavrnjen, čim večkrat biti in probati, da ne to vpliva na te na kakršenkoli način, kakor da te pač gradi. Ja, ker to iz tega rasteš kot oseba. Je pa res, da zdaj ta socialna mreža, to se mi zdi
zelo, zelo naporno. Mislim, že mi smo takrat gledali, ne vem, gledali Rebelde, recimo, ne. Ja, mi je peluči. In so bile tako vse one, ne, take lepe, suhce, ne, tako, pač in se primerjaš z njimi in ti je v glavi neka cena. Ja, da se vedno samo primerjamo, ja, sploh punce. In to je pač predvsem po mojem pomenu, da pač greš pa ni svoj poti, narediš 10.000 napak in na koncu zaupaš, da se bo vse uredilo tako, kot se more in da si poiščeš dobro podporo. Pač tako, ta pravi in dobri prijatelji, to je ono... Ja, lepo. Veš, kaj sem se zdaj spomnila? Na enega svojih najljubših rekov, ki pravi, da naša, ne vem kdo je, čigav je, najme pač ne, da naša največja še enkrat. Moram da naša največja vrlina ni to, da nikoli ne pademo, ampak da vsakeč, ko pademo, da se znova poberemo. Ta je znanja od enega. Tako, zato sem rekla, da je točno to. Sem mislila, da še nekaj drugega ne vem. Ja, nisem hotela biti ful pametna zdaj. Sem hotela reči, da je comparison is the thief of joy. Veš, kaj pravijo, ne? Da primerjava ubije. Ja, ampak okej. Ja, ne, mislim, da je v podobnem. Ja, nič. Dober zaključek. Ja, na gor smo lepo zaključili, ja. vse je pravilno. Jaz bom še zaključila z darilom od našega sponzorja, od Vitamin Klinika. Tlele je pripravil en paket izdelkov zate, tako da mogoče bi ti pa Kaja povedala, kaj bomo izpostavili, Double Hair pa Nutri Hair Woman. Oni so izjemno znanih, ker je ona tudi jemala po izdelkih za laske. Lepše laske. Tako da jaz ti tole zdaj podarjam, oziroma, kad jim tla odložila nož, tole, evo, da nož pri sebi imela. Hvala lepa. Tako da že tako si lepa navznoter in navzven, tako da bojo še laski še bolj sijali, evo. Pikica na i. Najlepša hvala, punce, hvala, ker ste me imele. da In sem se dobro čestitke vam, počutila. ker vodite nekaj tako zanimivega in tako pomembnega, da dajemo glas ženskam, tako da hvala. Ja, hvala. No, kako je lepo zaključila, ker težko mi je zadnje vprašanje postaviti. Ja, Kaj boš? Ojoj. Ja, naslednjič imamo imeti tudi eno. Ja, a si kdaj seksala na javnem mestu? Ne. Dej no, zdaj reči ja. Se ne boš vedeti, kje. Ja, tako, no, vse veste, mislim, jaz sploh ne seksam, tako da... V glavnem, vi res ne. Vi ste, ne, če ste, bomo vam dali, to je debata, bila pobuda, debata naslednje oddaje, vam bomo dali en okvirček, da napišete anonimno zgodbice, kako je bilo, kje je bilo, a so vas dobili, kaj si mislite o različnih placih, pa da vidimo še od deklet tukaj, ker ta pač ni. Ja. Kjer nasmešek, ja. Ker jo verjetno veže klauzula, pa ne sme povedati, ne? Tako da, dajmo zdaj to... Še dobro, da menjamo te Jaz pa ne vem, o čem govorimo zdaj. Ja, tako. Do takrat pa... Se gledamo. Pa hvala še enkrat, ker si prišla. Hvala vam. Hvala ti. Bye. Tisti dnevi v mesecu.